Mlade, ki non siamo in predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Svet padel s tečajev, da je vse bolj nor. Kronično pogrešamo normalnost. Zdi se, kot da nas je zapustila zdrava pamet. Stavi namreč na vseživljenjsko učenje in verjame, da lahko znotraj inženirskega poklica le z radovednostjo dobi neznansko širino in možnost, da lahko počne točno tisto, kar zares želi. Kot mojstrici poskusov ji prav nič ni tuje, če pri njenem delu kaj eksplodira in poči. Jerneja je doktorica znanosti, ki nikoli ni razmišljala, da bi lahko opravljala kakšen drug poklic kot inženirskega. Po fakulteti je bila štipendistka zaposlena v nuklearki Krško. Razlik med spoloma v inženirstvu ne vidi, saj jo je že oče, inženir strojništva, skupaj z bratom enakopravno vključeval v razna hišna popravila. Delati na nekem trendu, ki je trend prihodnosti, je v bistvu zelo izredno razburljivo. Imaš občutek, da pišeš to prihodnost, da si del tega novega trenda. In ja, mislim, da iz tega vidika, da ustvarjamo nekaj novega, to je moja strast. Tako zahteven poklic je poklic letalskega mehanika pove dejstvo, da je Rosana po 6 letih dela šele začela nežno božati površino svojega dela in je v decembru pridobila svojo prvo licenco. Danes je strokovnjakinja za umetno inteligenco. Špela je vodja delovne skupine za uravnoteženo zastopanost spolov. Verjame v uspešnost žensk tudi v industriji, ne samo v akademskih sferah. Svoje delo čuti kot poslanstvo, saj ve, da lahko tudi inženirji pripomorejo k zdravju ljudi. Tajda je tudi predsednica slovenske sekcije Women in Engineering, ki skrbi za promocijo tehničnih poklicev med dekleti. Za oboje potrebuje veliko radovednosti in vztrajnosti, a poklica inženirka ne bi zamenjala za nič na svetu. Pozdravljeni in en lep večer vsem skupaj. V veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj z vami. Imam pa za vas pripravljenih kar nekaj vprašanj, tako da bom kar začela. Barbara Pogačar, pri svojem delu preizkušate produkte. Verjetno ne gre vse vedno po načrtu, enako kot tudi v življenju. A ob poslušanju zgodb uspešnih posameznikov pogosto dobimo občutek, da ni padcev. Katera izkušnja je vas v življenju največ naučila? V življenju vsaka napaka nas nekaj nauči. Po vsakem padcu se poberemo, se vrnemo močnejši, modrejši, z izkušnjo bogatejši. Zdaj se ne spomnim kakšne take izkušnje, ampak sigurno me bo točno ta izkušnja zaenkrat sreči še brez padca veliko naučila. Tako da hvala lepa. Hvala tudi tebi. Pri svojem delu namreč uporabljam največ matematike. Vsekakor pa tudi filozofija in teologija nista bile za manj, saj mi pomaga pri komunikaciji, pri odnosih z ljudmi in tako naprej. Hvala. Mislim, da se vsem zgodi, da se kakšno jutro zbudimo čisto nemotivirani in se misliš, kaj če bi jaz danes vzel dopust. Ampak takrat se zbereš, glavo po konci. Jaz recimo grem v službo, imam tam kavico s svojimi sodelavci in potem začnem z majhnimi, preprostimi taski in potem do konca dneva sem že cela carka in vodim cele razvojne projekte. Hvala. Nataša Pirc Musar, prosim.
Inženirka leta 2022 je Rosana Kolar. Naziva inženirka leta 2022 je Rosana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. Rosana je pri 11 letih zaželela po stopnicah in mami zagnala in naznanila: ko bom velika, bom letalska mehanika. Leta kasneje, po uspešnem zaključenem študiju strojništva letalske smeri na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, se zaposli pri Adria Tehniki. Njeno delo letalska mehaničarka. V letu 2022 je pridobila svojo prvo licenco B1 letalski mehanik za tip Airbus A320 Family. Njena nadaljnja delovna pot je ob številnih možnostih in priložnostih za nadaljevanje široko odprta, a že do sedaj navdihujoča. Kot pravi sama, odličnega inženirja ne sme biti strah mnenja okolice, saj je včasih ravno to zavora nadaljnjega razmišljanja. In če nekateri danes privzdignejo obrvi, ko jih na letnem servisu avtomobila pričaka avtomehaničarka, bi jih, žal, to še več storilo ob obisku hangarja. Rosana je ena redkih žensk v Sloveniji, ki opravlja poklic mehaničarke potniških letal. Žirija letošnjega izbora je v njeni vztrajnosti, samozavesti in trdi prepričanosti v svoje poslanstvo prepoznala svojevrstno pionirsko delo v aviaciji, področja, na katerega so vezani globoki stereotipi. Rosana je vzor mladim dekletom, da bodo tudi same svoje inženirske sanje že zgodaj ponosno oznanile in jim brez ozira na mnenje okolice neutrudno sledile. Dober večer, mičkam trime. V čast mi je in počutim se počaščeno, da sem prejela to nagrado in da na odru stojim skupaj z 9 še izjemnimi inženirkami, ki s svojimi zgodbami, s svojim delom navdihujejo mlade generacije, ki prihajajo za nami, in v bistvu ta nagrada je nagrada nas vseh in mi vse smo zmagovalke danes, ne samo jaz. Ampak najprej bi se morala zahvaliti svoji družini, zaradi tega, ker me je vedno podpirala, ker je prepoznala mojo drugačnost in ker mi je stala ob strani, ker me je spodbujala tudi takrat, ko sem že mislila, da bo šlo vse skupaj. Zahvaliti se moram tudi podjetju Adria Tehniki, ker mi je dala možnost, in vsem mojim fantom v hangarju, ki so za svojo nesebičnostjo in predanostjo delili vso svoje znanje, svoje sposobnosti in ga prenašali uspešno name, da kalijo mene v bodočega zelo dobrega mehanika. Na tem mestu gre pa tudi
posebna zahvala mojemu najboljšemu prijatelju. Čmrl, vem, težko je z mano v tistih trenutkih, ko sem res na dnu, ampak hvala, ti si tisti moj glas razuma, da se lahko dvignem vsak dan, kadar je težko in nadaljujem pot še močnejša. Ko sem prejela prvič klic oziroma sporočilo, da sem ena od 10 nominirank za inženirko, je bila moja misel, ok, super, ampak se nisem dosegla nič posebnega. Sledila sem samo svojim sanjam, sledila sem ciljem, ki so snoleli na sanjah. In vse, kar lahko rečem za bodoče generacije, ki prihajajo za mano, življenje ni nikoli ravna pot. Življenje je zelo zavita pot in sestavljena iz korakov neuspehov. Ti neuspehi so sestavni del vašega uspeha. Ne bojte se paditi, ne bojte se neuspeha, ker to vas bo utrdil in to boste postali tisto, kar sanjate, tisto, kar je v resnici vaš cilj. Še enkrat hvala. Rosana Kolar, inženirka leta 2022. Čestitke in hvala. Verjamemo, da boste svoj stan in svoj spol v naslednjem letu odlično zastopali. Tako kot verjamemo, da bo naslednjih 5 let odlično zastopala vse nas prva predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, ki jo vabimo k besedi. Dober večer, spoštovani gostje, spoštovane gostje. Hvala lepa organizatorju za povabilo. Naj na začetku najprej še jaz iskreno čestitam Rosani za naziv inženirka leta. Sama sem velika ljubiteljica letalstva. Velikokrat sem tekmovala s piloti, kdo bo prej prepoznal tip letala v zraku, ko se približuje letalski pisti. Največkrat sem zmagala jaz. In še eno stvar bi rada povedala. Podjetje, v katerem dela Rosana, vodi ženska. Tako da. Uvodno misel si bom sposodila iz mojega inavguracijskega govora pred 14 dnevi, 22. decembra, ko sem zaprisegla kot prva predsednica Republike Slovenije. Rekla sem takole. Državo moramo imeti radi. Radi, ker je naša. Radi zaradi prihodnjih generacij. Radi zato, da jo naslednikom predamo v odličnem stanju. Radi jo imamo tudi tako, da jo prepoznavamo in spodbujamo in vse talente, ki prebivajo v tej naši domovini, res spodbujamo na tej poti. Talente, ki jih ni mogoče obravnavati drugače kot enakopravno. Stereotipi in predsodki o moških in ženskih poklicih so škodljivi, zato moramo najprej vsak sam ter na to tudi kot družba poskrbeti, da postanejo del preteklosti. Zgledujmo se po tistih, ki premikajo meje. Vse nominiranke, še posebej pa nagrajenka, so gotovo vzgled, kako premikati meje. Poznajo dober recept, ki mu je vredno slediti. O svojem delu, ki ga razumejo kot poslanstvo, pravijo, nobena ovira ni previsoka, v znanju je moč. Niti en dan ni enak drugemu. Žene me neskončna radovednost. Za drugačnost potrebujemo pogum. Kjer je volja, je tudi pot. Znanje in sposobnost ne poznata spola. Skrb za talente je torej naša skupna odgovornost, da bomo Slovenke in Slovenci lahko enakopravno in samozavestno sedeli za mizo s tehnološko razvitejšimi državami in odlično razumeli jezik tehnologije, od katere smo vitalno odvisni. Ekonomska moč in kapital ter z njima možnost vplivanja in odločanja namreč nezadržno sledita tistim, ki obvladujejo tehnologije. In danes v bitki za talente ne tekmujejo več le podjetja, temveč predvsem države.
Zato je naša dolžnost, da z vsakim talentom ravnamo skrbno in mu omogočimo najboljše pogoje za razvoj in razcvet, ne glede na spol. Nespametno, če ne kar nevarno, bi bilo prezreti talente polovice prebivalcev Slovenije. Dovolite mi, da svoje prepričanje podkrepim z mislimi dr. Mihe Bobiča, ki pravi: kot narod in globalno, proti klimatskim spremembam, družbenemu problemu številka 1 in po Svetovni zdravstveni organizaciji največji zdravstveni grožnji za človeštvo, se brez idej inovacij in znanja žensk bojujemo šibkejši. V družbi imamo manj potencijala, če dekleta zaradi stereotipov odvračamo od poklicev, ki jih želijo opravljati. S tem nespametno zavržemo znanje, vizionarstvo in energijo, ki jih vsi nosimo v sebi, če imamo možnost in priložnost delati tisto, kar nas resnično veseli. Tudi moj moto v življenju je vedno bil, da mora biti vse, kar počnem, moja strast. Da se namreč nikoli zjutraj ne zbudim in si rečem, da ne želim v službo. Samo strast in ljubezen do poklica, ki ga upravljaš, prinese kakovost in vrhunske rezultate. Zato poklicev res ne smemo deliti na moške in ženske, temveč spodbujati čisto vsakega, da dela tisto, kar ima rad, kjer najde veselje in izživi svoje sanje. Zato moramo ženske prebijati steklene stropove, pogumno in smelo še naprej. Moški pa nam morate pri tem pomagati in nas spodbujati. Le tako bomo lahko kot družba še bolj uspešni. Začeti moramo seveda doma, kjer morajo starši slediti željam deklet in jih pri njihovih sanjah ne omejevati. Samo nebo je meja. Ženske pa moramo moške ves čas opozarjati, da naše želje niso agresivna, pretirana ambicioznost, temveč le želja biti odlične v tem, kar počnemo. In ker znamo in zmoremo, se za prihodnost Slovenije ne bojim. Čeprav polem pod noge in neprimernih opazk o našem videzu dobivamo neprimerno več kot moški. Na to bomo morali velikokrat opozarjati in, imeti debelo kožo. A naj nas ovire ne ustavijo, temveč naj nas delajo še močnejše. Večkrat sem že zapisala, da kadar v razpravi preberem kaj o svoji obleki, frizuri ali teži, vem, da sem zmagala. Boli pa vseeno. Takrat si vedno rečem pogumno in dostojno naprej, Nataša. Tudi vsem vam želim veliko poguma, predvsem pa veliko veselja v poklicu, ki ga opravljate. Če bomo pogumne in srčne, bomo najprej zadovoljne same s seboj, s takšnim odnosom do sebe pa bomo lahko delale in ustvarjale tudi lepši jutri za vse nas, za skupno dobro, za naslednje generacije. Zdaj bi pa rada še eno stvar povedala, ki si je nisem napisala. Veliko razmišljamo o umetni inteligenci in ena od dam, ki stoji tukaj za menoj, se s tem področjem seveda tudi ukvarja. Sama sem to področje sledila kot informacijska pooblaščenka, kasneje seveda kot pravnica, ki se ukvarja s temeljnimi človekovimi pravicami, predvsem s pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. A poznate zgodbo o Googlu in njegovih algoritmih, mislim, da je bilo to 7-8 let nazaj, ko je nek posameznik z iskalnikom, kjer je implementirana vse bolj sofisticirana umetna inteligenca, iskal fotografije goril. Vtipka v iskalnik gorillas. Med fotografijami goril se znajde Afroameričan, temnopolt moški. Na Googlu je takrat seveda završalo. Kako je možno, da algoritem ne loči temnopoltega moškega od gorile? V Silicijevi dolini v Združenih državah Amerike so se od tega dogodka dalje začeli vse bolj zavedati, kako zelo je pomembno, da umetno inteligenco gradijo multidisciplinarni timi. Tako da, draga gospa, vaša teološka izobrazba in filozofska izobrazba in matematika za na povrh, mislim, da se ne zavedate, kako zelo je pomembno, da imajo tisti, ki gradijo
umetno inteligenco, široka znanja. Multidisciplinarnost timov seveda pomeni, da mora v timu biti moški spol, ženski spol, temnopolti, svetlopolti, različnih veroizpovedi, informatiki, pravniki, sociologi, antropologi. Brez tega umetna inteligenca ne bo korektna do nas, ki bomo živeli z njo in ki jo bomo uporabljali. In še misel za konec, ki jo velikokrat povem študentom računalništva, kamor sem dolgo vrsto let zahajala predavati. Umetna inteligenca je na koncu lahko samo toliko etična, kot so etični tisti, ki jo ustvarjajo. Vsem inženirkam to res polagam na srce. Naj sklenem z mislimi letošnje nagrajenke, ki želi svojo izbiro poklica, ki ga ima rada, kjer najde veselje in lahko izživi svoje sanje, spodbujati mlade. Rekla je takole: verjamem, da lahko kot ena redkih mehaničark potniških letal v Sloveniji s svojim zgledom navdušim več deklet za poklicno pot v letalstvu. Čeprav je poklic zelo zahteven, je tudi izredno zanimiv, dinamičen in mednarodno priznan. Še enkrat iskrene čestitke za pogum vsem damam, ki vstopate v domnevno moške poklice. Čestitam za radovednost in seveda delo, ki ga opravljate srčno. Hvala lepa.